Na prihodnji seji občinskega sveta bomo sprejeli odlok o podelitvi koncesije. To je pravzaprav podlaga za objavo razpisa in potem bomo videli v odvisnosti od interesa, kdo vse se bo prijavil, in na koncu bomo izbrali tistega, ki bo na območju občine Slovenske Konjice opravljal dejavnost obdelave in pa odlaganja komunalnih odpadkov. To je najbolj enostaven odgovor, ki ga v tem trenutku vemo. Kdo to bo, kam bodo šli odpadki, to pa v tem trenutku nihče v Sloveniji ne ve. Pa se potem pa strah, da se nihče ne bi prijavil? Ja, to je potem predvsem pravno vprašanje. Mi v vsakem primeru razpis moramo objaviti. Ko pa, če se nihče ne pojavi, potem pa po moji logiki bodo pa to pravniki povedali, če se motim, lahko direktno sklenemo pogodbo z enim od tistih, ki ponuja to storitev. Kotlovnica, v bistvu čaka, mislim, da to občine, lastnik te kotlovnice, ne morajo dobiti vas, mislim, dovoljenja, verjetno lahko računajo na to. Ne, ta občinski svet je v lanskem letu sprejel odločitev, da se gre v rekonstrukcijo obstoječe kotlovnice na Preorodu. V tem sklepu je tudi nakazana smer, v katero smer bi se, na kateri energent bi se naj ta kotlovnica priključila. Seveda je pa zdaj odvisno od idejne zasnove in pa predvsem od ekonomskega izračuna, katera od variant prinaša. To dokončno odločitev bo pa potrebno sprejeti v relativno kratkem času, kajti vemo, da je čas, ki je potreben za projektiranje in za samo izvedbo, je kar precej časa potrebno, nekje septembra pa mora seveda zadeva biti že v funkciji. Po vsej verjetnosti, da bo šlo za etapno rekonstrukcijo, ali bo to en kotel na plin ali drug kotel na lesno biomaso, to v tem trenutku jaz težko napovem, kajti premalo imamo še znanih podatkov, da bi lahko sprejeli kvalitetno odločitev. Prav s plinom, pa mislim, da Petrol ni trenutno najbolj zadovoljen, da je premalo priključen. Ja, to je vprašanje za predstavnike podjetja Petrol. Jaz v tem trenutku nimam svežih informacij, koliko je v tem trenutku poraba zemeljskega plina v naši občini. Verjetno pa, da ta dinamika priklapljanja predvsem individualnih hiš nekoliko zaostaja, ampak po moji laični predstavi so individualne hiše pravzaprav drobtinica v primerjavi s tistim, kar neko večje kurišče ali pa industrija porabi plina. Najprej moramo vzeti oziroma si postaviti izhodišča. Projekt, ki ga je izvajal T2 oziroma v imenu T2 podjetje Gratel, kar je potekalo vzporedno s plinifikacijo, to je en projekt in ena zadeva in je tudi lastnik te infrastrukture je znan. Če pa danes govorimo o projektu gradnje širokopasovnega omrežja po celotni občini, to, kar je pravzaprav že izbran izvajalec oziroma zasebni partner za tisti del, ki so pridobljena sredstva Evropske unije in pa sredstva državnega proračuna v višini 2,7 milijona evrov in celoten projekt, ki je vreden skoraj 4,7 milijona evrov, to pa je povsem ločen projekt in to dvoje niti pravno, niti formalno, niti praktično ne bo možno mešati. In gre za dva v tem trenutku še ločena sistema. V sklopu izgradnje tega projekta, ta zadnjega, ta svežega z podjetjem GVO, je predvidena izgradnja tako imenovanih primarnih vodov, po katerem je največja razdalja do posameznega porabnika 200 metrov. Lahko je to 5 metrov, lahko je 3, lahko je 100 in tisti strošek bi bremenil tistega neposrednega interesenta, odjemalca, ki se bi želel priključiti. In ta strošek, to še ni vse dorečeno, tudi strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pod kakšnimi pogoji, ali bo to obračun po dejanskih metrih, ali bo to pavšalna cena za en priključek, tista se pa zna gibati nekje v rangu 200 evrov.
To vprašanje pa moramo še dobiti odgovor tudi od predstavnikov T2, kajti oni so pravzaprav lastniki tistih cevi, ki vodijo do vsake hiše. In v primeru, da bodo oni to dovolili, potem se bo uporabljalo te cevi, ampak na to vprašanje danes niti je občina najmanj pristojna, da bi lahko dajala izjave v imenu lastnika te infrastrukture. To pa tisti hišni priključki, če temu tako rečemo, pa dejansko niso predmet te izgradnje tega projekta. In jasno je, da to, kar je sofinancirano strani Evropske unije, je dovoljeno samo, v sklopu te gradnje je dovoljeno samo polaganje cevi in optičnih kablov. Nobena druga vzporedna infrastruktura se ne sme izvajati.